Hvala, da ste prišli, lep pozdrav. Vsem skupaj danes predstavljamo dve knjigi. V obe je bilo vloženega ogromno dela in zato je toliko bolj prav, da potrdim v tej vaši grozni gneči današnje odločitev, da ste prišli semka in nekam drugam, da ste prišli. Mogoče začeli s prevodnim delom Karla Gustava Junga. Pred 2 letoma je pri naši založbi išla uspešnica Rdeča knjiga, ki je naletela na res izjemen odziv med slovenskimi bralkami, bralci in na nek način izpričala na nepojemljujoč interes nekih širših krogih za misel in koncepte, ki jih je vzpostavil Karl Gustav Jung, ta švicarski psihiater, psiholog, psihoanalitik, zdravilec, človek polihisto, tako rečem, človek tisočih interesov, ki je enkrat o razliki med tem, kar je v neki poznejši fazi počel on in pa kar počne Freud, rekel, Freud jemlje osnovne probleme, zdaj parafraziram, osnovne probleme in človeške psihe jih poskuša reševati in če vam Freud do 50. leta vaše starosti ni pomagal, potem vam lahko pomagam samo še jaz. V tem smislu, češ, da gre pri psihologiji, kot jo je v kasnejši fazi svojega življenja prakticiral Jung za iskanje, ukvarjanje z nekimi nivoji človeške psihe, ki temeljijo pač na arhetipih, izraz, ki prihaja od njega, kot številni drugi izrazi v naš besednjak. Seveda pomen tolmačenja recimo nekih racionalnih stanj, sanskega sveta se dogaja čisto neki drugi ravni kot pri Freudu. Da bi to ravno osvetlili pobliže, je ključno delo ravno ta knjiga Psihologija in alkimija, ki je zdaj prvič v slovenskem prevodu med nami. Vsi poznamo vse na grobo pomen alkimije, mogoče za zgodovino kemije ali pa nekih fizioloških, naravoslovnih procesov. Alkimija je bila veja naravoslovnih znanosti, tako rekel, zelo blizu medicini, ki je v srednjem veku, v zgodnjem novem veku, tam do 18. stoletja še, se je ukvarjala pač s pretvorbo elementov z določenim ciljem, ali šlo za pretvorbo elementov, da bi iz nekih manj vrednih kovin pridobili zlato, srebro, ali pa seveda za razne druge transformativne procese, ki so sama srž alkemijskih procesov. In z neke moderne vizure, seveda alkemija zgolj etapa v razvoju, noveškem razvoju naravoslovnih znanosti, z ravni psihologije pa ravno alkemija nudi ključ za spoznavanje človeške psihe na popolnoma drugačen način. O tem bomo več povedal Igor Škamperle, ki se mu ob tej priložnosti tudi zelo zahvaljujem za to, da je danes prišel, da je tudi na nek način sobotroval te izdaje, bom rekel. Upozoril bi na eno lepo koincidenco, namreč Albert Leskovc, ki je odlično prevedel to zajetno knjigo, je sam doma iz Idrije. V Idriji je bil drugi največji rudnik živega srebra v Evropi
In živo srebro je seveda osnova vsakega alkemijskega procesa, tako da smo na nek način v slovenskem prostoru bistveno bolj mogoče povezani z alkemijo pa z tovrstnimi procesi, kot se sami tega zavedamo. To vedenje, znanje je mogoče šlo v pozabo, mislim pa, da prisotnost ravno tega elementa med nami še vedno ostaja in nek način ohranja temu rekel, neko možnost, ki pa jo moramo na psihološki ravni si šele ozavestiti. Zdaj pa prosim, Igor, predam besedo. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Aleš, hvala za ta uvod oziroma vstop. Založba Beletrina nadaljuje z imenitnimi knjigami, imenitnih knjig, tudi prevodnih, tudi z področja, če tako rečemo, kulturno-duhovne sfere, simbolistične, simbolne sfere in tudi z avtori, ki so doslej v preteklosti, v bližnji preteklosti izpadli iz našega slovenskega, predvsem ožje, strokovnega, univerzitetnega učenja. Eliade, Jung tudi, po izdaji Rdeče knjige. Danes je pred nami Psihologija in alkemija, eno temeljnih del Karla Gustava Junga. Na slovenskem je, kot je tudi Aleš Štegel že rekel, nekako prevladovala Freudova šola. Analitične psihoanalize, s poudarkom na individualni ravni psihe, zavesti in nezavednega. Jung je pa bil sprva Freudov učenec, potem se je leta 1912-13 prav okrog razumevanja simbola, simbolizma, simbolike, kako razumeti, kakšen je status, psihološki, duševni status, pomenski, semantični status simbola, sta se razlikovala. Jung odprl potem neko svojo pot, najprej, to so bilo potem leta Prve svetovne vojne, z neko krizo, se rečemo, zapriti do, najprej boš iti dol, če se želiš dvigniti višje navzgora, spravi dol kam, dol vase seveda, v svojo podzavest. In potem so ga začela zanimati duhovna področja, zato je potem ga spremljalo vse življenje, ampak kot psihologa. Psihiatra po formaciji, potem psihologa, globinskega psihologa, se pravi Freud pa pot je psihoanaliza, razlikovanje, ločevanje, nekje arheološka pot, čistimo, prihajamo do potlačenih sestavin v nezavednem. Jungova pot je pa bila bolj tudi sintetična, iskanje pravzaprav integracije, sprave, viskoznosti, če možno reči, nekega povezovanja zavesti nezavednega, osebnega in kolektivnega. In predvsem je se loteval velikih izročil človeštva, religije, simbolizma, mitev, mitologije in potem nekaterih takih smeri ali pa vej ali pa področji znotraj teh ved, kot je gnosticizem, kot je psihološka tipologija, kot je nazadnje bila alkimija, ki ga je najmočneje nagovorila in jo je spremljala potem celo življenje, seveda skozi nek psihološki pristop. Tu je prihajal tudi v konflikte oziroma v kritiko, ki jo je sprožil dobro pri tako imenovanih Freudovcih, ki to vse poznalo tudi pri nas na slovenskem. Ne gre toliko za eno ali drugo, ampak gre za nek seveda drugačen, ampak vendar na nek način lahko komplementaren pristop, čeprav so strokovno gledano pojmi in načini obravnave različni. Kritiko je bil deležen Jung tudi s strani recimo nekaterih teologov, koliko je pristopil na področje religije, pojmov, religiozne sfere, koncepta pojma Boga, pravi, in Jung je seveda vztrajal, meni ne gre za vprašanje, ali Bog je, ali Boga ni, ampak kako živi ta pojem v človeški psihi. In človeška psiha ali duševna naravnanost nosi v sebi to nagnjenje, ta nagib. Tako obravnavam. In na podoben način se je loteval, zato ga je zanimal seveda tudi gnosticizem. Jung je neke vrste sodobni, moderni gnostik, se pravi človek, ki živi
božjo ali religiozno sfero v sebi. In tako se je loteval tudi do te nekako od razsvetljenstva naprej osmešene, zavrnjene tradicije alkimije, alkimističnega mišljenja in iskanja zlata, preobrazbe snovi, ki ga je od Lavoisierja naprej, se pravi nekje od 18. stoletja naprej, moderna kemija zavrnila. Jung je to delo v tem smislu pionirsko. Vkolikor se je s pomočjo svojih učenk tudi, so potem danes znane avtorice, gospe Marie-Louise von Franz, Jolanda Jacobi, v času med prvo in drugo svetovno vojno, te spise je pravzaprav napisal med drugo svetovno vojno, potem so šli tudi po vojni. Zdaj pa reč v slovenščini sta mu predvsem Marie-Louise von Franz, ki je bila filologinja, in pa Jolanda Jacobi pomagali pri ureditvi gradiva. Nekatere stare, pozabljene, torej alkimistične spise in ideje je Jung začel obravnavati psihološko. Kot izhodišče je seveda že bilo pri samih alkimistih, da so v bivajočem svetu vse stvari povezane. Da pravzaprav je v osnovi vsega bivajočega neko iskanje ali neki poskus združitve, spojitve in ustvaritve nove realnosti. To, kar se dogaja v biologiji. Ampak seveda psihologija, psihološki Jungov pristop je to videl bodisi med dvema osebama, med ljudmi, v kolektivu, kakor tudi znotraj človeka samega, osebka samega, med zavestno sfero in podzavestjo. Poleg tega, recimo, holističnega pristopa, kako so vse stvari povezane, je osnovno vodilo alkimistične tradicije iskanje kamna modrosti, iskanje tistega zdravila, ki je zdravilo za vse, oziroma bi rekli, mi tisti močniček, kjer imam jaz svoje bistvo, ki me zmeri spravi pa dobro razpoloženje. To je tisti eliksir, tisto, ki mi nudi stik s trajnim bivanjem. S tistim, kar pravzaprav zasleduje religija, kar zasleduje mistika, kako biti že zdaj v tem našem zemeljskem življenju, znotraj vseh kompliciranih stvari, v stiku s tistim trajnim, blaženim občutkom izven časa. To je. In na ta način je Jung pravzaprav analiziral te stare tekste, odkril čisto novo vsebino teh alkimističnih pojmih. In še tretji korak v teh alkimističnih pojmih, konceptih, kot je raztopitev, združitev, kalcinacijo, solucijo, razrešitev, putrefakcijo, vnitje, kalcinacijo, trditev, ali pa sfere, stopnje, recimo dela na snovi, nigredo, črnina, delo na črnem, albedo, delo na belem, tretje zeleno, nigredo, potem četrto virilitas, rumeno, potem pa pridemo že zelo visoko gor, do rubedo, rdeče in na koncu srebro zlato. Celen svet, ki so, jih je on videl, pravzaprav to so postopki človeškega duševnega razvoja, delo na črnem in delo na belem, kako se obravnava s svojimi travmami, strahovi, delo na belem, kako te stvari očistiti, umiti, potem pa zeleno, rumeno, strasti, rumeno, racijo, pride do neke prve sinteze, rdečkasto in potem na koncu srebro zlato. Cilj je ne toliko fizično zlato, ampak da ti sama postaneš zlata, da tvoja duša postane zlato. Aurum nostrum non est aurum vulgum. Naše zlato ni vulgarno, posvetno, običajno zlato, ampak tisto notranje stanje duha. Na ta način je Jung upeljal, vidite, čisto take psihološke, drugačne seveda kot Freud, drugačne oblike razumevanja in svoje psihološke pojme, ki jih je potem obdelal od arhetipa naprej preko procesa individuacije, to je duševni razvoj človeka, do tistega mejnega
koncepta, o čemer je tudi te knjige obsežno opisano, končnega mejnega koncepta sebstva. Sebstvo, da selbst, slovensko rečemo sebstvo, to pomeni neka celovita integracija človeka. Integracija zavesti, zunanjega nastopa, človeške persone, podzavesti ali nezavednega in preko tega tudi integracija individualnega osebe z transpersonalnimi, univerzalnimi arhetipi, tistimi tipi vzorci, ki ustvarjajo duševni in tudi biološki svet. Model sebstva, o tem je tudi že na začetku govora v tej knjigi, je lahko Kristus, je lahko Buda, vizualni, likovni model sebstva je lahko narisana, naslikana mandala, ampak hkrati pri meni pravi, tako se Jung na nek način tudi brani pred teologi, pred teoretiki, meni gre vendarle za dojemanje, kolikor se to dogaja znotraj psihe človeka. In jaz vest, da sebstvo lahko zelo podobno tem religioznim pojmom, hkrati pa je še nekaj več. In mogoče za sklenitev je hkrati stik človeka z univerzalnim, ampak hkrati pa se to dogaja, se izraža, se živi znotraj ene partikularnosti, enega osebka oziroma ene človeške osebe. In v tem je, vidite, Jung zanimiv tudi danes, kolikor seveda mogoče danes gledamo bolj tako z distanco, popolni človek, kamen modrosti, zamahnemo z roko, že vsega naveličani, navajeni. Ampak po drugi strani pa sodobni človek išče to, išče svojo dušo, rečemo, ampak kaj išče, bi vam jaz rekel, z mojega pogleda, išče neko svojo pomiritev. Vsak od nas živi v svoji dobi, mi živimo v tem stvari, išče neko svojo realizacijo, pomiritev in notranje zadovoljstvo, ki ga navdaja z nekim občutkom, da on sam, ona sama v tej svoji omejenosti, majhnosti in v stiku lahko z bistvom bivanja. Najlepša hvala, Igor, zelo izčrpno, tudi zelo jasno predstavljeno misel Jungova in seveda... Mogoče oprosti, samo še, veste, tudi zaradi tega Jung, recimo, je težje mogoče primerljiv s temi strogo analitičnimi, univerzitetnimi, znanstvenimi diskurzi, zato je ta ožja znanost zadrževala določen zadržek do njega, je pa vedno, tudi pri nas na Slovenskem, že v preteklosti, vedno nagovarjal umetniško sfero, ali pa tiste raziskovalce in raziskovalke duha, kreativnost v širokem smislu, literarno, kolikor je beseda sama, tista, ki ustvarja, ki spreminja, transfigurira svet, pesniki, in enako potem likovni umetniki in sorodni, podobni raziskovalci. Tu bi mogoče omenil pač eno linijo, ki jo poskušamo peljati tudi znotraj zbirke Koda, to sigurno spada recimo Šmitkove mandale, še marsikatera druga knjiga, s katero poskušamo na nekem najvišjem diskurzivnem nivoju osvetljevati tudi neka slepa polja, ki jih slovenska, recimo temu znanstvena misel ali pa filozofska, oska misel opušča, se jim izogiba. Nek način hočemo ustvarjati s tem tudi neke sunke v prostor, neke tresljaje, neke pozitivne spodbude, da bi se premišljevanje človeka in pa družbenih procesov vršilo čim bolj mnogoplastno, čim bolj odprto, nek način tudi bolj svobodomiselno, nek način, kot se je pri nas to dogajalo v preteklosti. In opažamo, kljub temu, da imamo na eni strani izjemni trend, že dalj časa seveda recimo nekih zelo populističnih večinoma pristopov k recimo temu, običajno se to etiketira z duhovno rastjo, z nekimi alternativnimi metodami vedenja, da po drugi strani je pa izjemno malo
bralcev, ki bi kritično znali presojati ravno taka dela, ki so fundirana, ki so na nek način znanstveno utemeljena in ki zahtevajo tudi nek poglobljen študij. Tu se zavestno zoperstavljamo proti poenostavljanjem. To so knjige, ki ravno govorijo proti poenostavljanjem, hkrati pa vseeno segajo svojo mislijo v neko sfero, kjer nam, se mi zdi, kot nekemu širšemu duhovnemu prostoru še zelo veliko manjka. Tok samo kot še nek dodatni komentar. Zdaj pa en velik salto mortale, ne vem, kakšen alkemistični proces bi trebalo zdaj tle sprožiti, da bi od Junga prišli do kranjske klobase. Pojma nimam. Recimo sprememba duha naroda preko kranjske klobase, mogoče ravno kranjska klobasa tisto živo srebro, ki v Slovencih sproža marsikatere pozlatitve ali pa vse posrebritve, vse na površini. Jernej Mlekoš je nam vsem zelo dobro znan kot proučevalec, raziskovalec in subtilni provokator na področju antropologije hrane. Je avtor zelo odmevnega dela o bureku. Sam se avtoironično zelo rad v kakšnem mailu tudi podpiše Dr. Burek. Zdaj bo verjetno ta naslov bo Dr. Burek in kranjska klobasa. Kar je pred nami, je eno edinstveno delo, edinstveno na večjih nivojih, edinstveno po neki gesti, ki zavestno ironizira in izstopa iz znanstvenih kodov, po neki pisavi, ki želi biti čim bolj žmohtna, žilava, okusna in temu rekel prav dišeča. Pred nami je na nek način zgodovina, novejša zgodovina slovenskega naroda, kot jo piše Kranjska klobasa v slovenskem časopisju, pa ne zgolj v slovenskem časopisju, ampak predvsem v slovenskem časopisju. Ne je več let za krivičnim delom na nek način zbiral podatke, bral slovensko zgodovino ravno iz perspektive samoreprezentacije preko Kranjske klobase. Vemo, da smo pri nas doživeli v zadnjih 7-8 letih veliki revival Kranjske klobase, ne samo z zaščito Kranjske klobase, z znanim gizom Kranjske klobase, ki združuje certificirane proizvajalce Kranjske klobase, tudi z neko ideološko reideologizacijo Kranjske klobase kot prehrambenega artikla per excellence naše nacije, s katero se postavljamo na raznih expojih in podobno. Kaj pa dejansko je, razen pač svinjskega mesa, soli, česa še? Česna v tej zašpiljenem uvoju, pa nam bo povedal Jernej sam. Ja, hvala, Aleš, se mislim, da si povedal v glavnem vse, tako da z moje strani je ostala bolj mala besed, ne. Ne vem, če najdemo tudi živo srebro v Kranjski klobasi, mogoče, ne? Skratka, kot ste slišali, jaz sem sicer bolj znan kot Dr. Burek, ampak danes oziroma tokrat ne bom govoril o tem slovenskem kulinaričnem kralju, temveč o slovenski kulinarični kraljici. Zdaj, zakaj sploh Kranjska klobasa, v bistvu Žaleš je, mislim, da povedal v glavnem vse, ne? Slovenski narod je po mojem mnenju, ne pa po mnenju recimo uradne zgodovine, ne, prej kot rečemo temu nekakšen konglomerat zlepljen iz človeškega mesa, kosti, idej, ne, nekakšen rečemo temu kiborg, ne.
sestavljen iz ljudi in ne ljudi, ne, ki mu nikakor ne kot zakrneli ud, ne, na vidnem mestu binglja kranjska klobasa, če rečemo malo po freudovsko, ne. Oziroma, kot lahko preberete tudi na hrbtu te knjige, ne, slovenske zgodovine pač niso ustvarjali samo politiki, pesniki, diplomati, tajkuni, bankeri in tako naprej, ne. Ampak tudi nepregledna, neoberljiva množica stvari, ne, med katerimi po mojem ima prav posebno mesto pač ta reč falične oblike in ženskega spola kranjska klobasa. Ne. In ta knjiga se sprašuje, kakšen bi bil slovenski narod, če se ne bi pač mastil s to veliko gospo slovenskega naroda, ne, in odgovarja, da verjetno bistveno bolj suh, skiran in ničev. Ne. Zdaj, kot boste že po hitrem verjetno listanju knjige ugotovili, kranjsko klobasanje je pač precej frivolna nacionalna zgodovina. Ne samo, da so pač veliki možje, no, in sem tja tudi kakšna ženska, recimo astronautka za slovenskimi koreninami Sunita Williams, ne, grdo popackani pač za madeži kranjske klobase. Ne. Tudi teme, pač, ki jih najdete v tej knjigi, kot so narodna prebuja, politično nategovanje, lovljenje novcev, potem je pač socialistični duh, oziroma prej še kulturniško šopiranje. In na koncu, konec zgodovine, ne, so na nek način precej nasilo, kot pač meso in mast v čreva kranjske klobase, precej nasilo stisnjena v posamezna obdobja, ki se sledijo precej kronološko, in sicer pač avstro-ogrski čas, obdobje prve in potem kasneje druge socialistične Jugoslavije, na koncu še samostojna Slovenija. Ne. Zdaj, to nikakor ne pomeni, da kranjska klobasa, kot tudi kranjsko klobasanje hoče oziroma je pač dekla politične zgodovine oziroma teh rigidnih časovnih razmajevanj. Ne. Zato se to frivolno klobasanje privošči tudi skoke naprej in nazaj v času. Ne. Tako da bi lahko rekli, da maščoba kranjske klobase šprica na dolgo in široko tudi v času. Ne. Pa še nekaj, ne, ko smo že pri tem špricanju maščobe. To frivolno packanje s kranjske klobaso se mi je zdelo na nek način pomembnejše od takšne ali drugačne postavitve v nek ozek teoretski okvir. Ne. Neka, kaj ne rečem temu, teoretična nadutost bi v bistvu zbrisala ali pa kradla prostor temu, za kar mi pravzaprav gre v tej knjigi, in to je pač prikazu te vse prisotnosti kranjskega klobasanja oziroma packanja slovenske zgodovine z madeži kranjske klobase oziroma mastenja slovenskega naroda z kranjsko klobaso. Ne. Kot pač dokazuje ta knjiga, ne, ali pa skuša pokazati ta knjiga, ne, slovenski narod je pač skozi in skozi, počez in počez pač popackan z kranjsko klobaso. Ne. Zdaj, kako sem sploh prišel v bistvu do teh pac kranjske klobase v slovenskem časopisu in posledično tudi v slovenski zgodovini, pač preprosto sem vtipkal v DLIP, se pravi digitalno knjižnico Slovenije, geslo kranjska klobasa, dobil sem 6500 zadetkov, danes jih je verjetno že kaj več. Te sem potem, kot sem že prej omenil, pospravil posamezna poglavja, kot že rečeno, ki se sledijo bolj ali manj kronološko, ne, in ki so tudi v bom rekel, zelo podobno ali zelo enako strukturirane. Ne. Vsako poglavje pač zaokroža neka tema, ne vem, prvo narodno prebuja, drugo politično pač nategovanje oziroma politični spori, tretje pač ta, bom rekel, odnos med visoko in nizko kulturo in tako naprej, da ne bom predolg. Ne. Vsako poglavje je potem še dodatno sestavljeno pač iz 3 podpoglavij, ne, ki tudi imajo neko, bom rekel, zaokroženo oziroma imajo neko strukturo, in sicer ponavadi je prvo poglavje bolj
splošno, drugo je že bolj fokusirano in tretje potem se osredotoči na neko zelo, bom rekel, konkretno, banalno, tračarsko zgodbo. Ne? No, poleg številnih besed, poleg številnega klobasanja, besedilnega klobasanja najdete v knjigi tudi številne slike, ne? Tudi vizualno klobasanje, ki je po mojem mnenju tudi boljši del te knjige. Ne? To pač ponuja vse mogoče, od vse mogočih številnih reklam do v bistvu velikih slovenskih ilustratorjev, recimo Hinka Smrekarja, pa recimo od, ne vem, osmrtnice soproge izdelovalca kranjskih klobas do doktorja Bureka, ki drži v rokah pravo meseno kranjsko klobaso in za hrbtom ima eno fake, se pravi plastično. Ne? Če se za hip mogoče vrnem še v kazalo knjige, kot boste videli, če odprete kazalo, pač ga uokvirja ostrupljanje, to je pač stara beseda za zastrupljanje. Zakaj ostrupljanje? Pač poudaril bi, da nič strupenga ne boste zaužili v tej knjigi, ne, vsaj to ni njen namen. Tako da naj bo pač že, bom rekel, naj bo zelo jasno, da nikakor ne mislim, da kranjska klobasa tako ali drugače pač zastruplja ljudi. Ne. Sicer je bilo nekaj primerov tudi ostrupljanja s kranjsko klobaso, kot lahko preberete v knjigi, ampak teh ni prav bistveno več kot slovenskih letalonosilk. Tako da ostrupljanje ni, no, skratka, kot bi mogoče danes kritični družboslovci hitro zakričali imanentno kranjski klobasi, ne. Ni zmešano pač z mesom in mastjo v črevo kranjskih klobas, ne. Tako da kranjsko klobasanje ni in noče biti nek vulgarni destilat Marksovega opijata, se pravi, kranjsko klobasanje ni opij za ljudstvo, oziroma kranjska klobasa ni opij za ljudstvo, ne. Tako da nikakor ne gre, oziroma nočem, da se knjiga bere kot neki ikonoklazm, se pravi razbijanje pač te velike ikone na dejstvo in na verovanje, na fakte in fetiše. Nočem sicirati, rezati kranjsko klobaso z ostrim nožom na pač ljudi, ne ljudi, na objekte in subjekte, na verovanje in vedenje, na materijo in idejo, resničnosti in iluzijo. Ne. Temveč gre v bistvu za lepljenje vseh teh pojmov, vseh teh stvari v neko novo entiteto, ne, ki jo mislim, da najboljše opiše prav ta naslov knjige in ki mislim, da je tudi neprevedljiv v druge jezike, sicer govorimo o klobasanju. Ne. Zdaj, ker že verjetno predolgo klobasam, si bom upal zaključiti z enim citatom razvpite slovenske pornese Latoje, ne, ki ga sicer ne najdete v knjigi, bom mogoče pa napisal. In sicer Spasico opravljeni. Tako, z razlogom pač, da obdržimo to nabreklo erektično držo te slovenske kulinarične kraljice. Ne. In sicer slovenska pač porna diva v slovenskem filmu Gremo mi po svojo pravi, všeč mi je kultura slovenska, še boljš pa klobasa krajska. Ne? In mislim, da vsaka beseda k temu mega citatu Latoje bi bilo le nepotrebno klobasanje. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi mogoče še toliko dodal, da seveda to zveni tako enostavno iz Nejevih ust, teh 6500 zadetkov v dolivu, potem malo pogledamo, kaj se tam piše. V bistvu gre dejansko pri celi knjigi za neko arheologijo, videz drobnih, večinoma drobnih detajlov, ki pa v tej aranžiranosti skupni podajo zelo zanimivo sliko neke posmehljive psihopatologije naroda, bi rekel, ki
ki smo jih poskušali vsi, ki smo na nek način soparticipirali pri tej dneve knjigi, in dati tudi ustrezno podobo. Že sama knjiga je zato drugače oblikovana, kot so ostale knjige. Maja Riculio je oblikovala že ta barva, ki sugerira na nek način barvo, ki zažari pred vami, ko zarežete kranjsko klobaso. Predvsem pa tudi te številne reprodukcije v notranjosti, ki nek način napeljujejo k temu, da gre vseeno večinoma za časopisne vire, iz katerih izhaja Jernej pri tej svoji arheologiji klobasanja. Skupaj z nezamenljivim stilom, par ocvirkov ste zdaj tukaj že dobili, knjige dejansko ustvarjajo neko zabavno čtivo, zelo informativno čtivo, ki pa ima svoje posledice, po mojem. Ne samo prebavne, ampak vseeno bralcev, po mojem, pripelje do nekega globljega premisleka o dostikrat nereflektiranem manipuliranju z nacionalnimi emblemi, z nekimi votlimi točkami nacionalne identifikacije, substance, s tem, kar mi mislimo, da nas konstituira, v bistvu pa se ravno skozi tako perspektivo izkaže za neke vrste konstrukt in posledično seveda postavlja vprašanje po nuji za tovrstnimi konstrukti, nuji, ki mogoče je nek konstitutivni substrat vsakega naroda, mora pa biti vedno ozrt, po mojem, ravno z take ironične, autoironične perspektive, da bi sploh ustvarjal nek zadnji preostanek smisla. Če so kakšne vprašanja, predvidevam, da lahko jih bo se zastavljali individualno obema govorcema. Jaz se zelo lepo pri vas zahvaljujem, da ste prišli in vas vabim na naše prihodnje prireditve, ki si zdaj kar sledijo. Opozarjam vas tudi na 16. junij, ko bomo imeli ponovni zagon naše knjigarne zraven instituta, kjer je zaposlen ZRC SAZU na Novem trgu. Knjigarna je bila trenutno zaradi prenove zaprta in bo v novem sijaju odprla spet svoje vrata. Potem pa seveda sledijo še drugi dogodki in vse, kar nas bo popeljalo dolgo poletje. Hvala lepa. Ja bi samo dodal še to, da v tej Jungovi knjigi je tudi veliko risb, slik, grafičnega gradiva, likovnega gradiva, risbe, črno-bele reprodukcije, ilustracij, grafik, veliko podob, ki so zelo učinkovite. Te alkimistične slike so pravzaprav zelo posebne vrste. Po sestavini so zelo preproste, človek, človeka, moški, ženska, živali, drevo, voda, pa hkrati polne nekega pretanjenega simbolnega pomena. Ki ga potem s pomočjo besedila lažje razberemo. Tudi v tem je bila ta knjiga pionirska in odprla nov ključ razumevanja teh malo hecnih, po svoje zelo šolsko preprostih, otroških risbic, pa nosijo zelo pretanjene psihološke pomene. In Jung sam pravi včasih pa podoba lahko več pove, kakor beseda. Prav zato, ker gre na področju psihe velikokrat za ambivalentne stvari. Kot sama smo zdaj poslušali, kranjska klobasa nosi to dvoumnost, tako so tudi na področju človeške psihe velikokrat stvari dvoumne, nejasne in podoba včasih to kompleksno sfero pomena lažje zajame kot nek koncept, nek pojmovni znanstveni koncept. Tako da tudi tem je prijetno branje in uživanje v teh likovnih podobah. Hvala.